Dobrodošli, lepo pozdravljeni v novi epizodi Popotniškega snepa. Danes smo z vami, kot ponovadi, Tine Nipič, moderator in danes tudi v vlogi gosta. Z mano pa je moja punca Teja Makuc, Lep pozdrav še z moje strani. ki bomo danes predstavila tudi najino zadnje večje popotovanje. Preden se podamo na samo predstavitev, pa nekaj malega o naši organizaciji, ki organizira to oddajo. V glavnem Popotniško združenje Slovenije je nevladna organizacija, ki povezuje mladinske hostle po celotni Sloveniji, prav tako pa deluje na področju tako trajnostnega kot mladinskega turizma. V ta namen se izvaja veliko projektov, eden izmed takšnih je ravno ta oddaja Popotniški snep, pa tudi spletni časopis Globetrotter, ki izhaja na naši spletni strani in kjer lahko listate med različnimi popotniškimi vsebinami, nasveti za potovanja in tako naprej. Pri organizaciji te oddaje sodeluje tudi partnerska organizacija MKC Maribor. Da pa ne bom predolg, pa sedaj lahko kar predstavimo k predstavitvi oziroma k najinim fotografijam. Najprej vam bomo predstavili tudi, kako sva se sploh odločila za to popotovanje. V glavnem, odpravila sva se v Veliko Britanijo in to z vlakom. To potovanje bomo predstavili v dveh delih. Danes bomo začeli s prvim, med celotno predstavitvijo, kar svobodno postavljate vprašanja in komentarje, na katere bomo poskušali čim hitreje odgovoriti. Tako da lahko začnemo kar s tem, kako smo se odločili za to. Ja, v bistvu sem jaz nekako dobila idejo, da bi rada poletje potovala z vlakom, zato ker še tega nisem nikoli izkusila in zato ker vem, da je Tilen že bil na takem potovanju in ko mi je pripovedoval, me je pač prepričal, da je to nekaj, kar mora vsak vsaj enkrat doživeti. Zato sva se odločila za potovanje z vlakom. Veliko Britanijo pa sva obiskala zato, ker v bistvu noben od naju še ni tam bil in zato, ker ima zelo dobro razvejano železniško mreže in zato, ker v bistvu je nekaj, kar sva si želela ogledati. Ja, prav tako smo nekje zasledili, da so tam cene vlakov ene izmed najdražjih na prevoženo miljo v Evropi, zato se je res splačalo v takšni državi, kot je Velika Britanija, porabiti to karto, ali pa na primer tako v Švici. Tako je Teja povedala, jaz sem ravno pred pandemijo COVID-a, torej v januarju 2020, preko enega projekta Discover EU, prejel to karto brezplačno, ki jo bom sedaj opisal, in sem tako potoval po celni Evropi in ta način potovanja mi je tudi nekaj izkušenj, me je zelo navdihnil, tako da smo se odločili, da zdaj skupaj ponovimo še enkrat. Torej, če se premaknemo k nekaj statistike na hitro, na najinem potovanju sva prečkala 5 držav, prevozila sva skoraj točno 5000 kilometrov, stopila sva na več kot 32 vlakov, skupen čas preživeti na vlaku je bil 2 dni in 10 ur, obiskala sva 33 postaj in še več mest, skupaj pa sem prehodila tudi 270 kilometrov s temi večjimi nahrbtniki. V glavnem, najina karta je bila ravno Interrail Global Pass Youth, torej za mlade do 27. leta starosti in tukaj je tudi cena 264 evrov, ki se da kupiti na spletu. Omogoča 7 potovalnih dni v enem mesecu, Potem še več verzij, lahko tudi kupite karto, ki omogoča 5 potovalnih dni ali pa več potovalnih dni v enem mesecu. In na koncu smo šli izračunati vso vrednost najinih vlakov, vseh vozovnic, ki smo jih dejansko bi morala kupiti posebej, če ne bi imela Interrail karte. In skupaj smo prišli do cene 1200 in potem smo izračunali, torej, če ne bi imela karte, oziroma s to karto Interrail smo privarčevala ravno skoraj 1000 evrov na eno osebo. Tako da to je en dokaz, zakaj se vam res splača uporabiti to karto, še posebej, če imate namen več videti za več časa, je to res idealno. Ja, je pa tudi cel sistem zelo dobro organiziran. V bistvu preko spleta na spletni strani EURail kupite karto in potem dobite tako aktivacijsko kodo, ki jo vpišete na aplikacijo, ki si jo potegnete na svoj mobilni telefon in ta aplikacija v bistvu postane vaš najboljši prijatelj na tem potovanju, zato ker preko nje načrtujete vsa potovanja, tu si pogledate vse vlake, kdaj peljejo, kje morate prestopiti, pač kakšne so povezave med kraji, pa tudi lahko rezervirate sedeže na vlaku, če je to potrebno. Aplikacija jasno piše, ali je nujno potrebna rezervacija ali je samo priporočljiva. In potem na dan potovanja vam aplikacija pač pripravi tako QR kodo, ki jo potem sprevodnik na vlaku skenira oziroma jo pač mu pokažete in to velja kot vaša vozovnica za vlak. Ja, tako je izpostavljeno bilo, torej deluje brez povezave tudi,
pa beležim vso statistiko poti, no, da res idealno. Jaz sem na svojem prvem potovanju Interrail torej prejel še tudi fizično verzijo, no, ja. In ker si mogel pač ročno vpisavati, ampak to je nekakšen spominek lahko služi, no, vsa pisana mesta, vsi vlaki, ki si jih pač vzel. Je pa tu pa edini spominek pač no, ta statistika na aplikaciji, tako da je pa bedarija, ker je potrebno doplačati skoraj 10 €, če se ne motim, da ti pošljajo še fizično verzijo te karte, no, oziroma kamor vpisuješ, čeprav je to lahko vam spominek, no, kakor za koga. No, torej, če začnemo kar z zemljevidom. No. Ja, to je nek tak grob zemljevid najnega potovanja. Pričela sva ga torej v Mariboru, natančneje na železniški postaji v Gracu, koder sva pač se podala na to potovanje. Ja, iz Maribora sem imela prevoz do Graca, na železniške postaje. Ja, in potem vidite, da sva naredila tak velik krog po celi Veliki Britaniji, edino en del Škotske, pa Severno Irsko in Irsko sva se pustila za naslednjič, ker pač tja z vlakom ni bilo tako dostopno. Že tako je to potovanje Velika Britanija kar draga država, no, z visokim standardom in zaradi tega tudi slabe 3 tedne smo bili na poti, je to že tak samo po sebi tudi zalogaj, ne. Tudi če potuješ po hostlih, pa tudi če potuješ z vlakom s takšno karto, no, vseeno. Drugače pa najprej, kako smo torej prišli do najne prve postanke, do Münchna. V enem dnevu nismo uspela priti do Londona, ne, zato smo se odločili, da bomo eno noč prespala v Münchnu. Do tja nas spremljal z Graca do Münchna nas spremljal tudi moj mlajši brat Tomaž, ki je tam ostal pri prijatelju, naprej pa smo nadaljevala sama, s temi hitrimi vlaki smo en dan kasneje torej šla tudi do Strasbourga. V Strasbourgu smo tudi že bili, zato smo še tega na hitro razkazali, no, glavno ravno to center mesta, ki je v resnici otok, smo si ogledala in v uri pa pol smo videla velik del Strasbourga, ravno to zanimivo tudorsko, ne, če se ne motim, to staro srednjeveško arhitekturo, to gotsko katedralo, pa kateri je Strasbourg ravno znal, pa tudi tu je prva izmed teh zanimivih postaj, ki smo jih na poti videla, železniških postaj. Na sredinski sliki lahko vidite, no, da to ta postaja kot v nekem dvorcu, tako kot vsaka postaja, ki ima neko impozantno zgradbo, ki pa je ovita v nek stekleni ovoj, no, lahko vidite. Tako da na zunaj izgleda kot kakšen stadion ali pa kakšna dvorana, no, zelo zanimivo. Ja, že sama postaja po sebi je v bistvu atrakcija. Ja, tako smo zvečer prispela tudi do prve večje postaje v Londonu, torej St. Pancras International. Ko smo prišli do Pariza, smo tam stopili na vlak Eurostar, ki gre pod Rokavskim prelivom. In ta vlak je eden izmed tistih, ki ga je nujno potrebno rezervirati, ne. Tako je, v bistvu nikjer točno ne piše, oziroma noben te ne opozori, da je ta vlak potrebno rezervirati skoraj en mesec naprej, zato ker se karte tako hitro razprodajo. In število vozovnic za te Interrail potnike je omejeno, zato toplo priporočam, da preden karkoli druga rezervirate, res rezervirate sedeže na tem vlaku. Mislim, da je za enega rezervacija sedeža stala 32 €. Tako da to je res nekaj, kar morate imeti v mislih. Drugače pa pot s tem Eurostar vlakom ni nič groznega, sploh se ne čuti, da ste pod morjem več 100 metrov. Biti okoli samo tema, da pa tudi pritiska nobenega ni v ušesih, tako da v bistvu da se po temi vozite, ampak ste v bistvu pod morskim dnom. Ta karta je, če ti karto kupiš posebej, imaš rezervacijo vključeno v ceno, ne? Tako je. Če imaš pa Interrail karto, pa vseeno moraš doplačati rezervacijo, ker ima 32 €, ne. To je ena večjih postaj St. Pancras International, ki skupaj s postajo, ki je poleg nje King's Cross, tvori eno večjih vozlišč, sploh v Veliki Britaniji. In ravno to je tudi čar tega potovanja z vlakom, ne. Ker potuješ dobesedno od atrakcije do atrakcije, ne. Vsaka železniška postaja je pač nek primerek arhitekture, nek presežek, oziroma še posebej v Nemčiji ali pa v Veliki Britaniji, no, so to take zanimive postaje, no, res. S temi različnimi kipi, ki ponazarjajo, kako se ljudje ločijo, no, ko gre vsak svoj pot ali pa kako ga odloži. Na tej St. Pancras postaja je tudi hotel, pač sama postaja je hotel, pa tudi mislim, da so, ne vem, v nekaj 100 let nazaj še pod njo v sodih shranjevali to angleško pivo in ima bogato zgodovino. No, zdaj pa prve, skozi London sem poskušala premakniti dokaj hitro, no, ker je najbolj obiskan, najbolj poznan London, no, mogoče najmanj zanimivo na najnem potovanju. Ampak nekaj takih atrakcij, ko so nam bila res pri srcu, no, s katero smo se res vzela čas, da jih ogledamo, je na primer ta tunel Graffiti, tunel, no. Ja, v bistvu je to tak 300 metrov dolg tunel, poslikan s samimi grafiti. Nahaja se pa pod železniško postajo Waterloo v središču Londona.
in ta tunel je za ta namen, torej za poslikavo, odprl leta 2008 priznani britanski ulični umetnik Banksy. In takrat je v tem tunelu gostil nek festival ulične umetnosti in sem povabil največja imena te industrije, ki so potem poslikala ta tunel. V bistvu pa dnevno prepleskajo zidove, tako da niti dva obiska nista enaka, so pa res čudoviti ti grafiti in res vredni ogleda. Bolj dalje, poleg grafiti tunela, no, pa te ulične umetnosti, smo še tudi kasneje v Londonu torej našla več grafitov, še posebej pa muralov, lahko rečemo, ne, od Banksyja. Drugače pa smo še klasične atrakcije si gledali, logično Westminsterska palača, parlament, ne, torej britanski, pa tudi Big Ben. Potovala smo z londonsko podzemno, torej underground, ne. Tako je, v bistvu je zelo priročen način potovanja po Londonu, ker je omrežje podzemne železnice zelo razvejano, pa tudi način plačevanja je zelo uporabnikom nekako pač priročen, zato ker lahko plačujete vožnjo s svojo brezstično bančno kartico, samo na postaji se čekirate, preden greste na vlak, pa potem, ko stopite iz njega in program zabeleži razdaljo, ki ste prepotovali, torej iz katere cone ste potovali in potem izračuna znesek potovanja, na koncu dneva pa se ti vsi zneski seštejejo in odtegnejo iz vašega bančnega računa. Je pa neki dnevni limit, ki ga lahko dosežete, torej neka vrednost, ki pa je ni mogoče torej preseči, torej lahko se v bistvu neomejeno vozite za isto fiksno ceno. To seveda, če ne kupite tiste karte, ki je kar draga, no, kada se ne ustvari ta praktična kartica, no, za vožnjo, ampak se vam ne splača, če ne mislite res veliko potovati s podzemno. En izmed teh takšnih krajev, ki so nam se pač vtisnili spomini, tudi Leicester Square, trg Leicester, ki so te ekipe raznih teh filmov znanih, no, tudi ki so bili snemani v Britaniji, pa teh junakov od Paddington Beara do Indiana Jones pa Mr. Beana. Drugače pa smo, tudi London ima veliko teh, lahko rečemo, poslovnih con, no, na vsakem eku se praktično gradijo in skozi kar nekaj smo se sprehodila, ne, skozi kar nekaj teh con. Skoraj na vsakem vogalu je bila najmanj ena kamera, tako da se mi to zdelo, tako da je eno izmed do zdaj eno najbolj nadzorovanih mest, v katerih sem bil, tako kakšen Washington DC ali pa podobno, torej sem imel pod nadzorom očitno. Drugače pa ta nekaj zanimivo tudi tako novodobna arhitektura, mogoče tudi te stolpnice so me privlačile, smo se gledali tudi odbližje ta desna slika, to je The Shard, prema po nas, kako že reče? Črepinja, ja. Najvišja stolpnica v Veliki Britaniji s 310 metri približno. No, je res vredno gledati tudi. Drugače pa kot znani muzej, ne, British muzej poznate, najbolj obiskanih na svetu, verjetno, ne? Ja, v bistvu so v Londonu ti muzeji zelo uporabnikom dostopni, ker so brezplačni, torej vstopnine ni potrebno plačati. Edino, kar je priporočljivo, je, da si preko spletne strani muzeja rezervirate uro vstopa, torej da bo res vstop zagotovljen, da ne rabite stati v dolgi vrsti, čeprav je vstop brezplačen. Ta britanski muzej ima eno izmed največjih zbirk cele svetovne zgodovine. V bistvu imate od afriških kultur do indijske, azijske, kitajske kultur, pa tudi mumije iz Egipta se tukaj nahajajo, zgodovina Grkov, Rimljanov, v bistvu več tisoč teh artefaktov. Tukaj na levi sliki je en, ki je bil nama še posebej všeč, imenuje se Tree of Life in je delo 4 mozambiških umetnikov, ki so v bistvu tole drevo naredili iz orožja, torej iz pušk in pištol, ki je ostalo od državljanske vojne v Mozambiku in nosi tako pomembno sporočilno vrednost, torej zakaj lahko uporabimo to orožje. Drugače pa so še tudi seveda ostali artefakti, kot ne vem, tak celovit, ta oprava, no, samorezka iz Japonske, pa ta, mislim, da se mu reče Garuda, če se ne motim, ta varuh v hindujski veri, pa hinduizmu, no, in pa v budizmu, ko vidite na zgornji sliki, torej ta zlati varuh pred zli duhovi in tako naprej, pa tudi ta motiv zmaja iz Kitajske, daljnovzhodne kulture, del grobnice, ki jo vidite zgoraj iz Egipta. Drugače je tu zanimivo, no, kje vse so Britanci dobili te artefakte, seveda to ne izvira na območju Britanije, to je iz širom sveta, ki so ga pač razni arheologi prinesli te
zaklade ravno v Britanijo in je to danes zanimivo, ko je trend vračanja umetnin v države izvora. Če bo na dolgi rok še te umetnine res ostale v tem muzeju ali se bo vrnile v svoje države, pa tudi koliko jih je sploh na ogled. Naprimer, v Britanskem muzeju smo prebrali, da jih je okoli 6,000–7,000 grških del na ogled, medtem ko jih je okoli 100,000 v resnici shranjenih na varnem, ki je pač gledalcem nedostopno, ne? Kar je tudi po eni strani, ali je to pravilno ali ustrezno, to je bolj vprašanje za kaj drugega, ne za to oddajo, ampak toliko. Pa tudi te šahovske figurice so znane, no, Lewis Chessman. Te figurice so iz 12. stoletja, ki so odkrili na enem odročnem otoku na Škotskem in so iz slonovine ustvarjene, pa prikazujejo pač, da so že v tistem času, torej v 12. stoletju so bile ustvarjene, že v tistem času so igrali, na primer, šah, ki je bilo to igra nekih elit, ne, ki je pokazal nek družbeni razred takrat, ne, so ga že tukaj igrali, no, v glavnem res zanimivo. Večina jih je tukaj v Britanskem muzeju, nekaj pa jih je tudi v Narodnem muzeju Škotske, ki smo ga tudi obiskali, bo kasneje prikazan. Na to pa smo zaključili z Londonom, pa smo se podala torej na jug, na prvo mesto izven Londona v Veliki Britaniji, to je Brighton and Hove. Ja, v bistvu, ker sem potovala avgusta in ker je to čas, ko si ponavadi vzameš čas za oddih na morju, sva rekla, da morava en dan izkoristiti, da tudi midva greva na morje. In Brighton and Hove je v bistvu eno gorsko mestece na jugu Anglije, kjer sva se tudi okopala v morju, ki je imelo prijetnih, osvežilnih 17 stopinj. Sicer se ne mora primerjati z našim danskim, ampak je bilo res taka zanimiva izkušnja. Ja, tako tipično letovišče, lahko rečemo za Britanca, no, mogoče že. Pa spominja mogoče tudi na ta pier, ta Brighton Palace pier, mogoče spominja na Santa Monica pier v Los Angelesu, ki ste ga vedno iz filmov, seriji videli, ne. Res to, ko zabaviščni park pač na tem pomolu, tudi te razne prodajalne, slaščic, hitre hrane, spominkov in tako naprej, ne, te sladkorne pene in tako. Drugače tukaj, to je del obale južne Velike Britanije, kjer ni klifov, no, v bližini se že nahaja, ampak tam do tja nismo uspeli, smo prišli do ene potke pod klifi, ampak teh velikih belih dovrskih klifov pač v glavnem nismo videla na tem potovanju. Smo pa videla tudi veliko drugih, no, teh atrakcij. No, če gremo pa naprej, potem smo se z Brightona vrnila v London, se še eno noč prespala in potem čaka en zelo težek dan. Mislim, v tem dnevu smo skupaj obiskala 4 mesta in smo morali, torej iz Londona smo v enem dnevu prišli do Edinburgha, s tem, da smo si ogledala 4 mesta in prvo na dnevnem redu je bilo univerzitetno mesto Cambridge, ne. Tako je, Cambridge je res verjetno ena najbolj znanih univerz na svetu in mislim, da ima vse skupaj 31 različnih fakultet. Da teh koledžev. Ja, koledžev. In te zgradbe so res nekaj posebnega, no. Tu študirati je verjetno zelo dobra izkušnja. No, v teh dvorcih je po mojem občutek res drugačen, no. Mislim, da nekih modernih predavalnic mogoče pa vse drugače kot pa te, ko so dvorci, ki so imajo tisočletno zgodovino. Kako neki gradovi tudi, kot da si v katedrali, no, praktično. Tukaj levo na sliki zgoraj lahko vidite, to naj bi bilo Newtonovo drevo, tukaj to naj bi spodbujalo mit o tem, da o tej zgodbi, ki pač seveda je mit, no, da naj bi Isaacu Newtonu, torej na glavo padla jabolka in bi to spodbudilo teorijo o gravitaciji, no, da je on dejansko pač spoznal to, ne, razvil to idejo, no, ki je dokazal. Seveda to mitno, v glavnem, so še pa večino takšnih, kako bi rekel, intelektualnih atrakcij, tudi ta ura, korpus clock, ne, če se reče. To je taka umetniška inštalacija, na kateri otvoritvi je sodeloval priznani fizik Stephen Hawking, ko je še živel, in v bistvu je sestavljena ta ura iz takih zlatih pozlačenih diskov, na vrhu teh se pa nahaja taka grozljiva skulptura kobilice, ki odpira in zapira usta in simbolizira to, kako odžira čas oziroma kako čas neprestano teče. Nič ne reče in kako mi tega v bistvu ne moremo preprečiti ali pa ne moremo vplivati na to. Ura pa dejansko ne kaže točnega časa, enkrat na 5 minut mislim, da je točno, pa tudi ne vem, če bi kdo znal dejansko povedati, kakšen čas kaže. Ja, to je mogoče izziv za ravno te študente tukaj v Cambridgeu. Drugače pa skozi Cambridge teče reka Cam,
Po njej pa se lahko spustite z ravno temi znanimi čolni, v glavnem, ki spominjajo na gondole v Benetkah, reče se jim Cambouts, in ki je pač toliko znamenitih mostov ravno preko te reke, to je tudi ime tega mesta Cambridge. Drugače pa so ti mostovi tudi povezani s to intelektualno identiteto mesta, ne? Torej to je na primer na desni sliki spodaj matematični most, ki je sestavljen iz ravnih lesenih linij desk, oziroma hlodov, kakorkoli. Predstavlja v resnici ravno strukturo, ki nadalje izgleda zavito. To so taki zanimivo zasnovani mosti, res od kamnitih do lesenih. In je res prijetno, mi da nisem imela časa se spustiti ravno s tem čolnom, ladjico, ampak je res, po moje, posebno doživetje, da vidite mesto ravno preko, oziroma na reki. Pa vse te koledže s temi urejenimi angleškimi travicami pred njimi in tako naprej. Ja, lahko še daš malo nazaj, Ja. ker bi še rada dodala samo to, da je že v prihodu v mesto zajela ta propaganda univerze, ker so že pred prihodom v to univerzitetno središče vse posod oglaševali te zasebne vrtce, na podlagi tega, da če vpišete svojega otroka v tisti vrtec, ga bodo vzgojili ali pa pripravili na to študij na tej univerzi. V bistvu celo mesto nekako je osnovano na tem, da ko se tu rodiš, greš tu v taki zasebni vrtec, kjer te vzgojijo in pripravijo na tako življenje in potem greš sem študirati. Ja. Zdaj pa, če nadaljujemo, pot smo pa nadaljevala tudi z nekaj vlaki do Yorka. York je pa to tudi eno čudovito zgodovinsko mesto, s čudovitim mestnim jedrom, res priporočava ogled na vlaku. Smo sedeli tudi z turisti iz Nove Zelandije, ki so prišli samo zaradi Yorka in Batha v Veliko Britanijo, če se ne motim. In to nam je res povečalo najno zanimanje. Tukaj sva se pač najprej ogledala to znano opatijo. V Britaniji je veliko teh opatij, teh cerkvenih objektov, v glavnem, ki so ostanki, tudi verjetno, če ste poznali to zgodbo o kralju Arturju, da sem pozabil, kako se reče, te opatije, ampak tudi ena izmed teh znanih opatij, ki ne bi bil njegov grob, ampak bolj na jugo-zahodu Anglije. Na to drugače pa je to tudi, ima tudi rimske ostanke in to je eno izmed večjih mest, ki ima ohranjeno obzidje, na njem pa je potka. Ampak to obzidje je res dobro ohranjeno in gre okoli celotnega mestnega jedra. Tako da praktično se lahko sprehodite okoli celotnega mestnega jedra ravno po obzidju, kot vidite na spodnjih dveh slikah, brezplačno, kakorkoli, zelo dobra ideja, zelo dobro, torej se vstavno od prometa, tudi gužve ni bilo, na enem času pa sem bila v avgustu tam, in res dobra ideja, za popolnski sprehod. Tudi lahko vidite, kakšne nahrbnike ti danes so na svojih ramenih. Ja, to smo pozabila povedati, ja. Imela smo 75-litrski nahrbnik, pa enega 60-litrskega, s katerima smo potovali in smo nosila pač v svoj dom, pa svojo hrano, seveda, ki smo v Sloveniji prinesla, torej paštete, kruh, nutelo, in kaj smo še vzeli, ribe v konzervah, in tako. Živela pravo popotniško življenje. Ja, če bo kaj nujnega, smo skočila v trgovino, ampak na tak način smo torej prišparala res pri zajtrkih, večerjah. Vse smo si privoščili tudi kakšen obrok, tudi nekaj kulinaričnih specialitet bomo prikazala, zanimivih, mogoče manj poznanih, ampak ja. Drugače tu nadaljujemo torej z to Jurško katedralo, ena izmed res čudovitih katedral tega dela Evrope, tudi gotska arhitektura, če vidiš ta barva tega, mislim, to peščenjak, če se motim, kakorkoli, je res tako dokaj svetlo. Na gotski katedrali smo take temne, kot da so umazane, v resnici pa to spremenja, ko peščenjak spremenja barvo. Tukaj pa še dokaj svetlo, bom rekel, preke čisto. Sploh vidite tudi slike te tudorske arhitekture, teh hišic, ki spomenijo ta srednji veški čas, pa ulice, kakšne so. Tudi en mestni grič, na katerem je ena trdba, na katero pač imajo lokalni prebivalci cenejši vstop, turisti pa seveda dražjega, zanimivo, Drugače pa zanimivo je, da z Yorka izvira KitKat čokoladica, ena verjetno najbolj poznanih čokoladic. Ja, teh slaščic v trgovinah, moramo z Yorka, sedaj pa imajo to v lasti Nestle, korporacije, ki ima sedež pač v Švici, ampak drugače od tu izvira. Je pa res, da nismo... Ja, jaz sem pričakovala, da bodo tudi tako bili ponosni na to, da tukaj izvira ta čokolada, ampak dejansko niso našli nobene trgovine, kjer bi prodajali te čokoladice teh različnih okusov, ampak so v eni trgovini se res mogla potruditi, da sva ga našla. Ja. Tu sta si pa privoščila
Pošla za kosilo na tako tradicionalno jed, yorkshirski puding, v enem izmed teh obratov, kjer strežajo te yorkshirske pudinge. Ja, mislim, da je The Yorkshire Corporation ali nekaj takšnega, no. The York Company, v glavnem, tako veriga s hitro prehrano, kot nekakšen McDonald's, no. Prideš, naročiš, pa počakaš vrsti, ti kada v papirnati škatli, se v višjem nastropju sedeš za mizo, ki tudi ni ravno čista urejena, no. Hitro poješ in greš, no. Tako po hitrem postopku, da s čim več gostov menja, no. V bistvu pa, ko Angleži rečejo Yorkshire pudding, mislijo to testo ocvrto, ki je v obliki takega diska, napolnijo pa ga z poljubnim mesom, ki si ga pač izbereš, tu imajo take počasi pečene pečenke, potem dodajo še pečen krompir, zelenjavo in pa to res bogato njihovo omako, in pa je to res zelo okusno kosilo. Ja, meni iskreno ni bil kakšen hud presežek, ampak je bilo res zanimivo, no, mislim, s testom jesti tak meso pa krompir. Drugače pa tudi dajo včasih to sladko jabolčno omako, no, ki je veliko to uporabljala, to je zelo zanimivo, zelo sladko. In pa še skupaj dejansko. Drugače tretje mesto, za Yorkom so se podala še sever Anglije, v še eno univerzitetno mesto, mogoče manj poznano, majhno mestece, ne vem, če ima 100,000 prebivalcev, mogoče 50,000, če se ne motim. In to je Durham. Durham je mesto s tretjo najstarejšo univerzo v Angliji, pač prvo je nastal Oxford, to Cambridge, 600 let kasneje je Durham, univerza v Durhamu, no, in kasneje ostale. Znane zato, ker posebej po tej katedrali, ki vidite na teh slikah, ki je v okviru grajskega kompleksa, in to dvoje skupaj na UNESCO seznamu svetovne dediščine. Je pa to na meandru reke Wear. Ja, reke Wear, takem čudovitem meandru, ki ima potke okoli, no, tako gozdnato območje, in tukaj smo si vzela kratek premor za malico, iz nahrbtnika seveda. Preden smo se pa pač podala dalje v prestolnico Škotske, ne. Drugače, tukaj smo sedla spet na ene izmed hitrih vlakov. Nismo rezervirali tega vlaka, ampak sem smo dobila prosto mesto ravno tako ob oknu. In ta vlak nam je popeljal po severovzhodni obali, no, tako smo gledali nekaj čas tudi morje nad Newcastle, mesto Newcastle, še više, in gre ob morje, tako da lahko gledaš na morje, na levo stran je bil sončni zahod, pa ta travniki, ki se drobnica pase pri njih, ne, na desni strani pa ravno morje, no. Tukaj vidite tudi železniško postajo v Durhamu, na sliki spodaj desno. Mogoče še ena zanimivost o teh angleških vlakih. Mi imamo v Sloveniji samo enega železniškega prevoznika, torej Slovenske železnice, samo en ponudnik. V Angliji oziroma Veliki Britaniji pa je teh ponudnikov po moje več kot 20. In v bistvu vsak izmed teh ima svojo aplikacijo ali pa svojo spletno stran, preko katere lahko rezervirate sedeže, in je kar taki logistični zalogaj, da ti vse to spremljaš, s katerim ponudnikom boš zdaj potoval, kje moraš rezervirati sedeže, kako jih moraš rezervirati, ker pri enih je to ni problema, rezerviraš preko aplikacije, pri drugih moraš poklicati na ta center za stranke, pri enih moraš napisati preko sporočila in v začetku traja kar nekaj časa, da se na to navadiš. Ja, vzela smo veliko vlakov, kot ste prej videli, no, kot sem povedala, tako da veliko smo vzeli tudi hitrih vlakov. In eno ti potrebuje rezervacije, ker je gneča gor, ne, tudi dosti ljudi sploh v službo potuje med temi mesti, ne. Ja, in če ne rezerviraš sedeža, stojiš, in s temi velikimi nahrbtniki je to Včasih je že, nerodno, ja, včasih je bilo tudi nujno potrebna rezervacija. Enkrat tudi smo zamudila, oziroma se nismo podala na en nočni vlak, ker smo zamudila z rezervacijo. Ampak spet, da sem jaz prišla do postopka rezervacije, je bilo to trajalo nekaj časa, no, tako da na aplikaciji Eurail, ki jo imate, no, vam pokaže samo, če je potrebna rezervacija nujno ali pa če je priporočena. Vam pove, kateri prevoznik, ki to pogooglate, no, takrat, ko me pridete do tega postopka rezervacije. Ja, ampak Pa ceno piše še, ne, ponavadi. Ja, ampak za to rezervacijske sisteme in za pregled, kateri ponudnik je, pa je najboljša aplikacija ta National Rail, torej uradna aplikacija britanskih železnic, tam pa najdete vse informacije in vse cene. Ampak je bilo tako uporabniku bolj neprijazno, se mi zdi, Ja, proti naši malo slovenske vsaj železnice. Tako malo zastarela, no, se mi zdi za takšno državo, no, kot pač mogoče, na primer za Deutsche Bahn, nemške železnice, no, je stran res funkcionalna, tam se najde vse povezave še izven Nemčije, ne. Za National Rail pa ni bilo tako, če se lahko pogledate. No, in pol so prišla v prestolnico Škotske, torej v Edinburgh,
katerega sem si naslednji dan ogledala celoti. Celotno mesto je v tej starem gotsko-viktorijanskem kakšnem slogu, no, tak. Vse je hiše z te javkosto sive barve večinoma, no, in to res tak vzbuja to, po mojem, neko čarovniškost, no, mogoče tega mesta. Ja, to je ena redkih ulic na tej sliki, ko so fasade pobarvane v neke žive barve. Ena izmed teh popularnih zavitih ulic, no, ki so tak fotogenične. Drugače pa Škotska, sama po sebi je, pa tudi Edinburgh je rodila veliko intelektualcev, no, svetovno znanih znanstvenikov, od teh filozofov, fizikov, tudi do protestantov, no, oziroma raznih znanih pridigarjev. Pa tudi Alexander Fleming se rodil na Škotskem, izumitelj penicilina. In zato je lahko rečemo, da je Škotska neka prestolnica možganov Evrope. Ja, tako so rekli. Večina jih imenuje taki intelektualni možgani Evrope, na tak način v zgodovini so jih imenovali, tudi ekip Adama Smitha, pa ta, kaj bi znan filozof, David Hume, ja, pa protestant John Knox, ki ima dejansko grob projekt te katedrale na levi strani, ampak je samo dejansko na današnjem parkirišču in je samo ena spominska tabla na parkirišču, tako tudi dobesedno na njega parkirate. Drugače pa Edinburgh povezuje pač ta znani Edinburški grad, ki je v središču, in parlament, ki je bolj spodaj, oziroma bolj na vzhodno stran, povezuje ena pomembna ulica, prometna taka turistična žila The Royal Mile. Na desni sliki lahko vidite konec te pomembne, ki dansko del je še cesta, del pa zaprt za prometno del te ceste. Ja, pa te ceste so včasih, ko so še tukaj bivali kralji, imeli te kraljeve procesije, torej od Edinburškega grada do palače, ki se nahaja poleg tega parlamenta. Drugače v sredinske slike pa lahko vidite mladega fanta, ki igra te dude, ne. Seveda, tako ko smo prišli na Škotsko že, tisti večer v Edinburgu smo slišala njihov zvok in tukaj smo naletela na en oglasni taki pano, na katerem je bil seznam različnih imen in ure, ne. In pač prva ura, ko smo videli zjutraj opazila tega fanta, to je verjetno bilo njegovo ime, bil prvi na seznamu in kot neka glasbena šola, ki bi svoje učence dala na prakso oziroma na igranje na ulico in se pač na sporedu, kdo kdaj igra. Tak, res kot neka predstava, ampak za njih nek trening, neka vaja, ne. In lahko pač spremljate res te koncert. Ni to nekdo, ki pač bi samo igral na ulici, ampak prav mogoče kakšna glasbena šola, tako smo sklepala, no. Zelo, tako da vsakeč, ko boste hodili po Edinburgu, skoraj potiče dež, kar je običajno, no. Prvo minuto dež, drugo minuto sonce ali pa veter, v glavnem, boste vedno slišali zvoke dutno, skoraj prepričan sem. Je pa res skupaj s to arhitekturo, to res taki, skoraj že klišejski občutek, no, ko se slišiš te dude. Vseeno tako originalno, autentično, ni ravno tako, da bi za turiste bilo zaigrano kot neki šov, ne. Še dalje nekaj slik, spodaj lahko vidite, zgoraj to je slikano z te Royal Mile ulice, spodaj pa ta novodobni škotski parlament. Pa še nekaj slik, spodaj je tak kraljevi dvorec, ne, neznane kraljice, ki je bila škotska, prednji je pač Britanija, mislim, da bila popolnoma, oziroma je bila v britanskem dvoru, angleškem dvoru, ampak je škotske izhajala, drugače zgoraj pa je slika, levo zgoraj je slika z enega parka, ki tudi na UNESCO seznamu in daje takšen mogočen pogled na celotno mesto. Vidite več konic, to so ravno katedrale, spomeniki tudi, desno zgoraj ta hribček, to je Edinburški grad. Če lahko vidite ta urni stolp, to pa je ena pomembna zgradba, ki jo na kasnejšem slajdu predstavila. Desno pa vidite podobo samoroga, ne. Samorog je v bistvu uradna državna žival na Škotskem, ker je tako zanimivo, ker pri nas samorogi veljajo za nekaj, kar se pojavlja na risankah in na otroških predmetih. Tu pa je taki pomemben simbol te države. Ja, kako bi rekli, verjemejo v to, se mi zdi, tak del njihove identitete, kulture. Tako kot so na primer vile, ne. Celo verjemejo v vile, veliko je spomenikov, njim posvečenim, oziroma pravijo, da bi naj vile varovale vse vodotoke od jezer, oni rečejo jezera malo lok, ne lake, pa tudi razne gozdove in zato tudi na spletni strani, turistični spletni strani Škotske, opozarjajo, da turisti naj ne prečkajo travnikov, če se ne pozanimajo, katera vila,
kje živi, da ga s tem ne motijo. Tako da pa tudi priporočajo, da niste oblečeni v zeleno, da vas ne zamešajo z vilami. Tako da vile so pri njih in samologi so pri njih resna stvar. Ampak je tudi ta čar, ki to njihovo kulturo daje, ki v raznih filmih, motiv za razne filme, knjige, kakorkoli, te škotske legende in miti, je res nekaj neverjetnega. So nekaj neverjetnega. Evo in to ta stavba, o kateri smo govorili. Ja, na prvi pogled mogoče izgleda to kot neka taka zelo okrašena, ornamentirana stavba, je pa v resnici en zelo luksuzen hotel, ki pa je včasih bil, prednje so to stavbo preuredili v hotel, je to bila stavba železniške družbe in ta stolp za uro je kazal čas za potnike in ura je še vedno nastavljena 3 minute naprej, torej 3 minute prehiteva, zato da bi vsi potniki lahko pravočasno ujeli vlak. Je pa še ena zelo pomembna zgodba povezana s tem hotelom, sicer je v eni izmed sob tukaj pisateljica J.K. Rowling dokončala zadnji del sage Harry Potter, torej Svetinje smrti, drugi del je tukaj zaključila s pisanjem. No, in to sobo, v kateri je bivala, so oni preuredili v suito J.K. Rowling. To je postala ena izmed takih pomembnih točk, romarskih točk oboževalcev Harry Potterja, ki pa za nočitev v tej sobi res morajo šteti zelo veliko denarja, torej skoraj 1000 funtov na noč stane. Mislim, da je tudi pisala, da je v tej sobi tudi kip, na katerega se je avtorica podpisala, ko je torej zaključila s pisanjem, taki marmornati doprstni kip Hermesa, grškega boga. To, če boste si rezervirali to nastanitev, to sobo, suito, boste lahko to v vitrini si tudi ogledali, živo. Drugače pa je železniška postaja ravno tam zadaj, ko na desni sliki lahko vidite ta mali ostri špic, to je spomenik enemu pisatelju škotskemu. Tu spodaj je dejansko taka dolinica v središču mesta, ko je en park, na začetku pa je dejansko taka železniška postaja, ta hotel se nahaja poleg glavne železniške postaje v resnici v Edinburgu, zato je tudi to v lasti železniške družbe. To še nekaj stik z Edinburga, to je Edinburški grad, katerega nismo obiskala. Na njem je tudi bil, ravno takrat, ko smo bili v Edinburgu, nismo pričakovali, bil tudi en pomemben festival, Edinburški. Res je, v bistvu so vsak večer v avgustu tukaj imeli parado vojaškega orkestra, vojaki oblečeni v te škotske kilte so igrali na dude, spremljali so jih na bobnih in mislim, da 2000 gledalcev sprejme ta stadion na gradu in vsako večer so pač doneli ti zvoki dud. In ta festival je bil zelo pomemben za to državo, mislim kraljevino. Pa tudi na gradu se je odvijal takrat mednarodni Edinburški festival klasične glasbe in plesa. Pa v mestu je potekal še festival ulične umetnosti, to v bistvu so 3 festivali istočasno potekali, tako da je bilo nastanitev kar zahtevno najti. Če boste sem potovali v avgustu, imajte v mislih, da bo veliko ljudi in da bodo nastanitve kar hitro pošle. Ja, pa tudi dražje cene so zaradi tega, res smo že za hostel veliko odštela. Drugače tukaj se tudi ne vidi tega stadiona na gradu. Na levi sliki zgoraj vidite Edinburški grad. In bolj desno za to hišo tudi še tako, kot 2 tribuni na vsako stran, je ravno ta prireditven prostor. Drugače desno zgoraj, to pa eno izmed teh takih pokopališč na Škotskem, s to travico, ki so res tako zanimivo pa s to arhitekturo. V glavnem, oni rečejo temu dvorišču crkvenemu ne churchyard, ampak kirkyard, tako rečejo na primer jezero, kot sem prepovedal, loch, ne pa lake, ne. In veliko je takih zanimivih pokopališč, ki jih je vredno obiskati. Veliko ljudi pravi, da če hočeš mesto prav spoznati, oziroma videti, se moraš ravno obiskati in tržnico in pokopališče, v teh krajih, da se poznaš. Tako da ta pokopališča so res tudi zanimiva za ogled, čeprav. Drugače smo pa še obiskali tudi Škotski nacionalni muzej. Tukaj vidite te šahovske figure, ki smo jih prej omenjala, zato ker desno vidite, ta muzej je res obsežen, je brezplačen, eden iz zelo obiskanih muzejev nasploh na svetu. Drugače pa vse od industrijskih dosežkov do zgodovinskih artefaktov, do raznih zakladov, majhnih muzejev, tudi poleg vse industrije, vseh gospodarskih panog, je omenjen tudi turizem in potovanja kot posebej del.
imajo tudi veliko opisov in zgodb o tem, kar je zanimivo. No? Na Škotskem je turizem tudi drugače pojmovan, bolj tak. Vsa dela v turizmu so bolj cenjena, mogoče. No? Tudi turistični vodniki so veljajo za neke strokovnjake. Ne? Zato tudi res biti dobri. Kasneje bomo tudi predstavili enega, ki nam je popeljal v Škotsko višavje, ampak malo kasneje. Tudi levo zgoraj pa lahko vidite znano ovco. No? Ja, to je ta doli ovca, ki so jo klonirali, njena nagačena podoba se nahaja v tem muzeju. Ja, to je bila, mislim, prva klonirana žival. Tako je. No, in so ravno škotski znanstveniki spet v njihovem pač kot intelektualnemu kraju, ne, oziroma državi. Ne. Evo, in pol je bilo to eden izmed highlightov najnega potovanja, torej teh vrhuncev, in to je ravno Škotsko višavje, katero smo se podali en dan. Štartala smo seveda z Glasgowa, ki ga bomo predstavili v drugem delu oddaje, ampak tukaj smo razvili enodnevno turo, seveda po študentski ceni, ki je bilo malo ceneje, čeprav še vedno drago. In pač podali smo se v Škotsko višavje, obiskali smo tudi nekaj mest po poti in večino teh dolinic, teh krajev, in vreme je bilo ravno perfektno. No, mislim, tipično angleško, britansko vreme, torej 1 minuto je dež, naslednjo minuto je že sončni žarki prodirajo skozi meglo, polje spet veter, megla, pa spet dež in tako naprej. In to je ravno to magičnost. Ne. No, vse meni je bilo to zelo všeč, zelo me, mislim, impresionirala ta pokrajina, če je svet pač trofiš. Ravno v pravem vremenu, nekaj slik. Smo pa šli s takim minibusom, mislim, da nas je bilo 16 ali nekaj takega. Ja, samo male skupine jemljajo skupaj. Vodil pa nas je oziroma vozil in hkrati vodil nas pa je en, po moje, tak najbolj tipičen Škot, bil je oblečen v tak kilt, karira se do kolenke, na glavi je imel tako zavljeno baretko, govoril je v najbolj močnem škotskem naglasu, da ga prvo nismo nič razumela. Če na to sem se čez nekaj časa navadila. Jaz se ne morem reči, da je govoril zanimive informacije, tudi ne vem, kjer je film snemali na Škotskem, tu so snemali mnogo filmov in mnogo še vedno bodo, ravno zaradi te pokrajine pa teh mest. To je bilo zanimivo, da ali je govoril res te zanimive informacije, ne teh dolgočasnih zgodovinskih toliko, ali ga pa pač nismo razumela toliko. Ja, o teh klanih je pripovedal in teh bitkah za ozemlje. Pa vmes, ko pa pač ni govoril, ko smo se samo vozili, je pa predvajal te tradicionalne škotske pesmi ali pa pesmi, ki jih oni poslušajo ob nekih praznikih in praznovanjih in te so tudi nekako povečali ta čarov izkušnje. Bila smo ob tudi največjem lejku, to je Loch Lomond, ker je tudi ena znana muzika, ena znana skladba glasba, no, da se pa ne spomnim slovo, v glavnem, je bila tako prav po eni legendi od tega enega klana, je bila prav besedilno potem naredjeno in muzika je zelo zaslovela. Tako da, če koga zanima, lahko kasneje posebejmo naslov, ampak obiskali so tudi kraj, ki mu rečejo, no, ta najm vodnik mu je rekel Inverere. Ta kraj Inverere, to je majhna ribiška vasica, znana seveda po svoji graščini. To je en izmed najpomembnejših klanov na Škotskem bival, no, vodstvo tega klana, mislim, da je bil Campbell. Ja, ampak tukaj v tem gradu ima rezidenco neki vojvoda. Ja, danes, no, ampak mislim, da je bilo takrat to, oni so to postavili ta grad, no, drugače tu pa še več slik te, bolj vasice, ko mestece, ne. Je pa večina, skoraj vsi te loki so slani, ne, malo številih je sladkovodnih. Ja, so samo dva. Ja, ker večina jih je ravno nekih pomorskih zalivov, oziroma so povezani z morjem, z polskih otokih. Drugo mestece, ki smo ga obiskali, pa je bilo bolj tak tipično ribiško mestece, eno izmed večjih nasploh v Škotskem višavju, drugače Oban, kjer smo imeli več časa tudi za kosilo in tukaj smo si pa privoščili naravno to najbolj tradicionalno jed, oziroma kar je večina Britancev najbolj pogosto, torej fish and chips, ne, riba in cvet krompirček. In tukaj je v centru zelo veliko znanih teh obratov, te hrane, ki ponuja samo to, no. In en obrat je bil tudi izbran se strani revije National Geographic, za mislim, da najboljše TV na svetu, če se ne motim. Mislim, da so pošli v tistega, ki je bil izbran za najboljšega v Veliki Britaniji se strani Gordona Ramsaya, znanega šefa. In rekel sem Norris. In tukaj smo si privoščili torej cvet krompirček in ribo in tudi ostale morske sadeže. Ja, pila sva pa tako pijačo, ki je videti čisto levo na sliki Irn-Bru. To je taka sladka gazirana pijača, ki je na drugem mestu po zaužitju za viskije na Škotskem. Najm vodnik nam je ravno priporočil, da naj to poskusimo. Druga narodna pijača, no, za Škotsko. Žal, škotske viskije nismo uspeli obiskati dobene te destilarne, oziroma te
proizvodnje. No. Ja, je pa v Obanu, tudi ravno v tem mestu ena taka velika destilarna in mesto je zraslo okoli te. Pri njih samo viski, pa gospodarska je pomembno, no, gospodarska panoga imajo več kot 200 takih obratov, ko proizvajajo viski, ne, in ga pač distribuirajo po celem svetu. Ne. No, to pa še drugi del škotskega višavja, ki smo ga obiskala, torej, mislim, da bo to dolinica Glenkov. To je tudi znana po enem hudem masakru v zgodovini, ko so pripadniki angleške vojske pobili vse člane tega klana. No, vsej vodnik sam je povedal, da ti klani so ponovili biti tako bolj roparski, niso bili vsi klani kot uporniki, samo angleški nadvladi. In po tem uporu, oziroma ko je bil en velik upor, ko se pač povezali ti klani, zatem je potem so Angleži začeli s temi neke vrste čistkami, no? In so se pač res spustili v srdite boje, te gerilske boje. In večina teh klanov tako so pač tudi kasneje iztrebili, so prepovedali vso njihov jezik, tudi drugačen jezik prej, ne? So prepovedali večino in tako je bolj ta kultura nazadovala, no? V tem času. Predvladala je pa ta tipična angleška kultura. Ja, to je bilo tako, rečemo, lahko temni časi, no, za škotsko zgodovino, samo skozi od 15. stoletja naprej. Je pa to škotsko višavje sestavlja več teh nacionalnih parkov, skozi katere se vije taka dolga cesta in po njej vozi ogromno avtodomov in kemperjev in takih popotnikov, pač obišče to, kjer se radi ustavijo na teh razglednih točkah, tako smo se stavili mi, da si pač potem ogledajo ta čudovito naravo in razgleda na ta hribovja, ki jih porašča tajga. Je vse večina teh točk razglednih je že res turističnih, no, kako vidite, kar veliko avtomobilov ustavljenih, veliko pač ljudi, ki pač okolico raziskuje, no. Ampak mi, da smo imeli vseeno srečo, ni bilo pa velikih gneč, ker ta Glenkov je en najbolj znanih teh poti, tudi ta cesta je podobna, ta cesta se vije tudi prek raznih prelazov, seveda tu najvišji vrh na Škotskem je 1300 metrov, tako da ta huda goroja niso, ampak v glavnem bolj izven civilizacije, lahko rečemo, no, in večina takih fototočk, ki imajo imela, na primer Rest and Be Thankful, ena znana točka in tako naprej. Je pa to Škotska tudi dežela gradov, logično, nekaj gradov smo tudi ozirali na daleč, dobenega nismo tako obiskali znotraj, enega prej ste videli Inverere, tukaj je še en grad, kako se mi že reče? Ja, tak Kilhurn. Ja, tu v daljavi ga lahko vidite. Veliko je teh gradov, eni so ohranjeni, so pa jih puščajo kot ruševine, in so preraščeni. V glavnem, res je veliko gradov na Škotskem in te res čudovitih, ne? Vsak je res tak impozanten. Pa seveda veliko jezer, logično. To je tudi, smo poskušali najlepšo fotografijo ustvariti, ne? Spet zdaj en izmed gradov, ki je bolj v ruševinah, do katerega je pač vseeno je nek dostop le s čovnom, mislim, da. Okoli se pa se seveda drobnica in tako naprej, ne. Tako res, pa lepa slika. Ja, tukaj bolj pa smo se vračali z škotskega višavja, kot smo rekli, tukaj ni veliko, so nič naselje, razen ta mesteca, večinoma, ki so ravno v jezerih ali pa v morski obali. Tam, ko ni seveda obala preveč strma ali kakorkoli. Zato tukaj spodaj en izmed teh postojank, ja. Kako sem že rekel? The Dover's Inn se reče in je stara več kot, mislim, 300 let. Imajo tudi prenočišča za obiskovalce, znotraj te stavbe pa je taka stara pivnica angleška. Če stopite not, boste res stopili nekaj 50 let nazaj. Res je tako tradicionalno. Mislim, se je bilo večkrat obnovljeno, ne, ampak ja, starinsko. Res je tako zanimivo. Kako je hiša v filmu Harryja Potterja, zvedno, ne. Drugače pa ni za vse, no, mislim, morate pričakati to tudi lovski dom, ne, tu je veliko nagačenih živali, njihovih glav seveda na vsake steni, tako da ni za vse ravno primerno. Drugače pa smo mi bili eni zadnjih ljudi, ki smo videli ta pub v takšni podobi in smo ga tako doživeli, zato ker ga bodo prenovili oziroma so ga predali nekim novim lastnikom in tega bojo pač prenovili in spremenili to originalno. Ja, vodnik je rekel, da ti upravljalci tradicionalni, no, to družina, ki to upravlja, mislim, da so se spremenili lastništvo in da imajo namen narediti obsežno prenovo. In zato se vsi sprašujejo, ali bo ta pomembna točka, no, ki jo večina Škotov poznajo, ostala takšna, kot je, ali ne. In tako naprej. No, tukaj še vidite po nekaj ostalih fotografij, te čudovite pokrajine, ki je bilo prvo meglena.
Kasneje smo imeli nekaj sončnih žarkov. Ne? Mogoče še nekaj omenim, kar sem si jaz tako zapomnila iz tega izleta, je to, da sem dobila za prvič tako izkušnjo vožnje v Angliji oziroma v Veliki Britaniji. Oni vozijo imajo volan na drugi strani in vozijo po levi, pa tudi v krožišču grejo v drugačno smer, torej oni grejo v nasprotno smer urnega kazalca, drugačna smer kot pri nas, pa tudi prehitevajo v bistvu po notranjem pasu, po desni strani prehitevajo in to je bilo čist neki taki mini kulturni šok za naju. Treba seveda se navaditi na takšne stvari, drugače pa tudi pri semaforih kot pešec je malo težje, ko gledaš, vedno moraš pogledati v obe smeri, ampak vseeno malo si navajen prečkati cesto na hitro, še vseh v mestih, in ko je avto po drugi strani. Ti pričakuješ, da bo avto pripeljal iz tvoje leve, ne pripelje pa... Oziroma, obratno, mislim, zdaj sem levo, v glavnem. Ja, v glavnem, že zdaj smo zakomplicirali. Je pa tudi semafori so drugačni, ne. Pri nekaterih je bilo takšno, da ko klikneš na semafor, da gumb, da bi prečkal, poleg gumba je tisti znak, ko ti pokaže, ali je zelena. In ti gledaš nasproti in ne vidiš nobenega znaka, spred tabo ni nič. In potem ti avto ustavi in ti ne veš, ali je tebi kar sredi križišča tako dobro namerno ustavil, ali dejansko imaš zeleno. In potem si vidiš, aha, tu poleg mene doli je znak, da lahko prečkam cesto. Tako da ja, seveda je malo... Treba se navaditi. Ja, drugače. Ja, to pa, s tem bi pa zdaj mi dva zaključila. To je bilo polovica najnega tega večjega popotovanja, slabe 3 tedne, ki smo bili na poti. Prišli smo, to je bilo tudi najsevernejši del najnega popotovanja. Potem smo se pa spustila iz Škotske, pa še Glasgow smo se še ogledala, bolj industrijsko mesto, predstavila ga bomo v naslednjem delu. Sva se spustila za zahodni obali in smo še obiskala Wales. Tam smo se še ogledala prestolnico Cardiff, pa obmejna mestica, ki so bolj na angleški strani. Zanimiva mestica, res še marsikaj imamo za povedati, pa tudi te mistični gradovi, ki so res neverjetni, pa ta mestna jedra. Teda prosim, vabljeni vsi k poslušanju še drugega dela, ker imamo še na zalogi mnogo takih lepih fotografij, kot ste jih videli danes. Ja, bomo predstavljali tudi glavno mesto, kot so Liverpool, Manchester, ko pač Manchester ni tako turističen, mogoče bolj tak, ampak tudi takšna manjša skrita mestica, kot so Chester in tako naprej. No, drugače, to je to danes z najne strani. Zahvaljujemo se vam za pozornost, da ste bili danes z nama, da ste nam poslušali. Če koga še karkoli zanima, lahko prosto kontaktira najina kontakta, ki se boste prikazali spodaj. Drugače pa mislim, da smo še dobili eno vprašanje, če se ne motim, na katerega lahko zdaj odgovorimo. Torej, Anjo zanima, kateri je najlepši spomin, ki ste ga odnesli z tega potovanja in kaj svetujete ostalim parom, ki se odločijo za skupno potovanje, sploh če je njihovo prvo? Imate kakšen praktičen svet? Najlepši spomin, upam, da bomo istega. Ne? Ja, mislim, da je ravno ta izlet na Škotsko višavje bil ta najlepši spomin. Ja, mislim, da tudi to bo tako, da bi tudi zdaj tega vodnika, ki je znal pričarati, to mislim, da res strokovno vodenje, lahko rekla, ampak prav ta čar kulture, mislim, da je bil tak energičen voznik, pravi Škot, pa nam je res, daje tiste informacije zanimive, ne preveč, pustil nam je dovolj teh prostega časa, peljavno se ravno po takih kotičkih, stran od turistov, ne, res, mogoče pa tudi, ker nisem nikoli še bila na Škotskem, ne, je res taka država vredno ogleda. Tako je hecno, ker do zdaj smo samo to videla v filmih, pa nekih serijah in si nisem znala predstavljati, da je dansko res točno tako tam prikazano, kot da ti doživiš v živo. Ja, drugače pa najbolj spomin so bili tudi tiste dnevi, ko nismo na primer spala. In bil kjer dan, ko smo celo noč preživela v mestu, zato da ne bi pač plačevala nastanitve, ker pa ne strani ne vem, če bi vam svetovala. Ja, malo naporno je, pa tudi če piha, tam je zna biti zelo mrzlo poleti, seveda bolje toplo oblečeni, tudi če je avgust, če je vročinski val, imejte jakno z sabo, seveda vetrovko. Mi da sem bila v dolgih oblačilih, in če bi en dan, ko sem bila v kratkih. To je seveda praktičen svet za Veliko Britanijo. Vsem parom, ki bi se pa podali na to, svetujemo tudi, da je lahko takšno potovanje, z vlakom tudi romantično potovanje, ne? Oziroma naravno biti le oddih na morju, lahko tudi takšna, tudi popotniška izkušnja, bolj taka vzdržljivnost, preizkušnja, se mogoče preizkusite v tem, je res priporočamo, ker dlje to ostane spomin, zelo res nekaj neverjetnega. Pa res, da skupaj se deluje da se res vsem odločata skupaj, no in če enemu ni fajn, mogoče, da res potem ne silita, če ni treba, pa tudi, da se zavedate pač, da če boste sodelovala, pa če boste se dobro razumela, da bo to potovanje. Ja, se treba zanesti na drugega. Pa če res, pa še za mlade je ugodne, še posebej zaradi te youth karte, pa tudi zaradi hostlov, ne, seveda.
treba izkoristiti hostel, to je ravno, ko zbivaš z 12 popotniki v sobi, ravno to je ta čar. In ravno popotniško združenje je član Mednarodne zveze Hosteling International. In tukaj, če ste dobiti tudi razne popuste, ne, kot prostovoljni novinarji, recimo za popotniško združenje, no, torej se splača res potovati s hosteljem. Potovanje je dejansko ugodno, tako da priporočam. Ja, ampak rezervirate dovolj hitro, zato ker ko sem midva rezervirala, so vsi ti youth hosteli že bili razprodani, da sem mogla iskati neke alternative. Večinoma. No, to smo en mesec prej začela s planiranjem, ampak hvala Bogu smo Eurostar dobila. Tako da ja, to je to z najne strani, se vidimo v drugem delu. Hvala, da ste bili z nami še enkrat in lepo bodite. Naslednjič pa veliko potujte, tudi z vlakom, bolj trajnostno potovanje seveda. In nič, bon vojaž z najne strani.